Živijo, jaz sem Peter, tole kanal v naravo, danes smo pa na prav posebni misiji in sicer na čistilni akciji v Borovnici. So v petek nasvetili, pa je bilo povedano, pa vse smo naredili. Pa še krepko. Ja, sam po svoje ne zato, ker je vse določeno, cel je rajon, pa se mi prikrivate. Tako da kam bi vi zdaj šli, ker vam čim vse pokrit? Ti pašeš kot Sašo Kržič. Tako da to? Mi bomo šli proti Brezovici, 2 odrasla pa 4 otroci. Sam vi se niste verjavili, Nismo se ne. Ta del je Dinšerov ostov. Tako da karkoli od tega, če ti je. Ekipa planinskega društva Borovnica tudi sodeluje. Še sločasa reživ, Ja, kar posnem ga, tudi tukaj. da bo dokaz, da je živ. Vsi so bila zdaj v hribih, tako da vem. Jaz ne vem. Pa ne? Ali pa še se pravi, vi ko hote lahko že od Koloparka naprej že gledate po desnem, prav? Tako. Tako. Skratka, dajte se vi zdaj skoordinirati, najte tako, vodje skupine pa se zmenite. Kaj na točev? Še na 2 delovna, kako se reče, pospravljalca, čistilca na letu na Dunjo, pa na Benjamina, oba Priseljena. ne, ampak oba prvič, oziroma ti si rekel, da si že bila. Bila, ampak pol let nazaj, ja, tako da. A ste kaj zanimivega našla? Pa nič tazga, poslali so naju na rajon, kjer moram reči, da so zelo živijo, da so kar pridni, tako da. Ja. Ja. Ni pa, se pravi, neki papirčki pa kva... Ja ne, piksan je veliko, Piksan. ki je lepo poti, ja. Pivopivci, ja. Ja, tako, Ne, ja. to ne moreš verjeti. Packi. Packi. Ja. Ej, ful lepo, da ste, kako da ste se odločila, da prijeta Danes spravljati? so čistko moj ima gasilne vaje, danes imajo gasilci vaje in sem rekla, evo, če oni trpijo, sosedi moje, tam bom pa še jaz nekaj naredila dobrega za občino. Ti pa mogel prijeti, neka špela organizira. Ja, lepo. Polbre druga tudi špele. Okay. Super, cej. Fajn. Hvala vam. Ne, da me so noter. Ni mesa. So pa druge beljakovine. Bogata. Stročnice. Bogata, takle. Pridružil se nam je tudi Boštjan iz komunalnega podjetja Vrhnika, v bistvu, oziroma depoja. Ja. In bomo malo kolesa prštimali za poletno sezono. Bo zadosti za jesti. Bomo vse nahranili. Sam jaz preveč pojedel. Ja, ti si pojedel kli, a ne? In kako je? Vrhunsko, na takle dan res. A ste prvič bili na... Ne, niste bili prvič na... Ne, zdaj smo bili že kar nekajkrat. Probamo kar se udeležiti, ali družinsko, ali pa ne vem, jamarski klub, ali pa kaj drugega. Jamar, svoba drugače. Ne glih divja, no. Ja, bolj nedeljska. Tako je, nedeljska, ja. Ej, kaj pa s familijo priješ? Ne? Ja, danes smo otroki? prišli kar vsi, tako da 2 fanta sta potem s florbolisti, TVD Partizan zastopala. En je tudi tale. Ja, en je tukaj zdaj, ja. Eni smo šli pa v drugo smer, družinsko, pa še malo gozdiček tam. Kaj ste pa kaj tazga našli? Da... Pa tako, ne vem, največ je embalaže,
pa teh starih polivinilov, ko pripelje, prinese voda, razne folije. Jaz sem Tiste, imel gumo švrtno, pa še plastičen volan. No, Na igr si igral. tega je veliko, ne, pa raznega železja, pa tako. Ampak se mi zdi, no, da je manj, kot je bilo. No. Tako, No, ja, to je lepo. ja. Tako da, ampak še je treba ljudi izobraziti, pa malo ozavestiti. Nujno, ja. Je pa res, da nekaj pa tega mladostniškega odpada, ne. Red Bulli, pa tako, to bomo pa težko, je pa malo stvar vzgoje. Drugače pa ja, v šolah, tudi učitelj drugače, ampak v šolah je treba že začeti, oziroma še pred šolo. V šoli pa doma, ne. Ja. Ampak tudi take akcije se mi zdi, da so za zaveščanje otrok. Je tako malo to družabnost, tole danes je super, ne. Se boš pol najbolj kaj pokazal, se bo videlo, da je tako, ne, malo družabno, malo se povežeš, malo poklepetaš, malo najdeš skupne točke spet, pa nekaj dobrega narediš za kraj. Točno to je. Ja. Pa lepo imamo, ne. Ja. Še lepo vreme se je naredilo. Tu vse z namenom. Super. Hvala ti. Hvala tebi. Gremo naprej. Tole sta pa moja prijateljčka Žak pa Liam. Ste danes tudi bila na čistilni akciji, ne? Ja, Prvič, a ste že bila kdaj? jaz sem že bil velikrat. Mislim, Ja? da sem že jaz bil. Tudi. Super. Tako, kot smo glihkar rekli, pri majhnih je treba začeti. Kaj ste kaj tazga našla zanimivega? Jaz sem našel Red Bull, pa te plastenke, pa plastiko, pa steklene odpadke, pa gumovodi, pač obročen Aha. v vodi, pa smeti. Koliko, a sta več kaj eno vrečo nabrala? Koliko ste? Ne, smo veliko še nabrali. Liam je pa našel moja baterija od drona, ki sem pozabil predalo od nahrbtnika zaprt, pa sta mi dve ven padle, tako da hvala Liam, ki si jo našel. Tako, a boš ti kaj povedal? Kaj si ti našel? Našel sem jaz eno majhno cevko kamnito, je bila to velika. Pol smo polje in je najdla nekaj otroškega. Aha, igračko kakšno. Tako. Ja, polkane enih smeti, ne. Tako da, hvala, ker sta se udeležila tele akcije, pa se drug let spet vidimo, ne. Ja. Super, lepo se imejte, hvala. Je pa še Saša, dober dan. Ti pa tudi, mi smo drugače zdaj že, po mojem, vsa leta smo skupaj pobirali. vsa leta. Ja. A se ti zdaj letos kaj boljš kot prejšnja leta, da manj smeti ali kakšen imaš občutek? Ker Saša drugače isti teren skozi pobira in je relevantna oziroma kredibilna za to. Mogoče bi rekel, v Borovnici je manj stvari, tiste, ki pa so pa Večje. ja, večje, oziroma kaj smo najdeli tam. Preparene neke kovinske zadeve, sodi so bili, poganjalček za otroke. Evo. Ja, zanimivo. Ja. To je najbolj zanimiva stvar, ki ste me danes našli. Po moje, ja. Ja. Po moje. Poleg moje baterije. Ja, tvoja baterija je bila, ja. Drugač, se ti zdi pomemben, da se takih stvari udeležuješ? Ja, Pa da so organizirane? pomembno, ampak imam tudi občutek, da smo v Sizifovem delu skozi. Ja, tudi jaz. Tako da mi je res žal, da obstajajo ljudje, ki brezvestno odvržejo in mečejo smeti v naravo. Ja. In potem moramo, te, ki pa vse nam ni vseeno za naravo, enkrat na let, ko se zberemo, za njimi pucati. No. Pa vsak let se pač isto dogaja. No. Vsak let se isti dobimo. Pa še isti se dobimo, ja, vse to, ne, pač tisti, ki... Pa isti odmetavajo. Ja. Ne, res je. Jaz tudi včasih težko razumem, kako je lahko ta nivo ozaveščenosti tako nizek, oziroma kaj ti mora dogajati v življenju, da tako vržeš. Ja. Sploh na določenih mestih se prav vidi, da nekdo, ne vem, recimo pločevinke piva, na istih mestih
jih lahko najdeš, kolikor jih češ. Skozi okno ven. Pa. Tako. Mislim, to je res prav zanimivo. Pa bi rekla, da je bilo manj cigaretnih ogorkov, kar pa smo zdaj opazili, so pa fuge. Aha. Tako da otroci, ne vem. Ja, si to ni odpadek, to je samo ogorek, a ne pa fuga, to je majhen. Pa še pojav je najbolj zanimiv tudi ta, se veš, okrog smetnjakov je vedno ogromno enih smeti. Ja. Kolotokov sploh. Ja, hvala tudi tebi, Saša, da si prišla, da smo se malo podružili, pa da ste kaj pospravili. Hvala tebi. Drug let pa spet. Važi. Tole pa Špela, ta glavna pobudnica pa organizatorka tega našega druženja ob smeteh. Druženje ob smeteh. To se pa dobro sliši. Koliko let zdaj že organiziraš? Ja, v Borovnici, zdaj si me dobil, po mojem v Borovnici zdaj že ene 5. ali 6. bi mogla zdaj pogledati iskreno. Drugače sem pa začela s čistilnimi akcijami 2014. Pa na morju. Ampak na morju, v bistvu začela. Jaz sem se pridružila ekipi Čista obala. Tako da ja, tam pa od leta 2014. Tako da ja, v bistvu sem v teh že kar več kot 10 let. Pa opažaš, da so ljudje, ali pa da smo vedno bolj dojemljivi, ali kako je s tem? Ja, to je dobro vprašanje. Rečemo zadnjih 5 let. Deva bova zdaj Borovnico. Kar je definitivno, sem zelo vesela, ker je čedalje več ljudi, ki k temu pristopi. Se pravi, odziv je čudovit, vsako leto je več. Bravo, Borovničani. Ja, tako da to in tudi v Borovnici je tradicija, da se vedno v čistilni akciji pridruži se vedno vrtec. In zdaj že drugo leto je tudi šola, 1. razred je letos še 4. razred. Tako da so 4 razrede vse skupaj čistili in zakaj je to super, ne? Zaradi tega, ker je zelo pomembno delati na mladih generacijah, saj to je pač moje mnenje. In ker ti otroci bodo enkrat zrasli in enkrat bodo oni tisti, ki bodo organizirali tole, pa enkrat bodo oni tisti, ki bodo mogoče sedeli v parlamentu pa odločali o stvarih, ki so zelo pomembne. Ne? Pa tudi oni bojo mogoče odmetavali smeti oziroma jih ne bojo. A si Petra kje gledal danes otroke, kako je, ko čistijo? Ja, različno. Eni so bili navdušeni, eni pa malo manj, mislim, navdušeni. Ampak pač, po mojem je ful dobro, da morajo, oziroma da jih starši vzamete sabo, oziroma pač, da se jim reče, da pa gremo in da se to naredi. Ker to je pol izgled. Pa tudi tako je, veš, je ful je razlika v tem, a se to mora. Ja. Ali pa če to nekaj, kar gremo skupaj in ko je nekaj, se tudi odzivi, sej pač večinoma bom rekla, so otroci navdušeni in tudi te recimo sploh, kad gledaš ali šolo ali pa jaz ti lahko povem, ker ene tiste iskrce so in te otroci, ki pobirajo odpadke, moje mnenje je, da je toliko mala verjetnost, da bodo, ko bodo odrasli smetili. Ja, lahko, da kakšen bo, ampak ima enkrat v sebi to zavedanje, pa ta odnos do narave in ko enkrat pobira odpadke, ja, res bo tudi naslednjič, ko ima kakršenkoli odpadek pogledu, da ga bo vrgel smeti, pa tudi kjerkoli, kar pa sam podpirajo. Recimo moj tam mal vidi odpadke, pa jih kar začne pobirati, veš, tako da to se kar zgodi. Ne, to se ful strinjam. Ko pa tudi društvo se pridružuje Borovnica, ne? Ja, to je ful lepo, se pravim, poleg šole, so pa društva so zelo aktivna in tako da je vedno, se pravi, tukaj recimo le, deva reči, vse skupaj zdaj v tem tednu nas je bilo, recimo, če bi rekla, čisto vsi otroci, je krepko čez 300. Recimo, že v tem tednu je več kot 200 otrok čistili, skoraj 300, pa še danes nas je bilo tukaj le več kot 100. Ne? Tako da glede na naš kraj, se mi zdi to res fantastičen naziv. Pa občina tudi sodeluje, ne? Ja, seveda, sej, pač, to je, se pravi, je sodelovanje, ne, se pravi, občina je soorganizator, občina, pa se pravi, moj zavod Trinity, pa seveda potem sodelujemo z komunalo Vrhnika, oni so pa tisti, ki potem odpadke tudi odpeljejo, ne. Pa tako, ko sem tudi posnel, se pravi, kolesa tudi komunala štima, ne.
Ja. Veš kaj, to je bila vedno želja, ker čistilna akcija ni samo pobiranje odpadkov. In tako, kot si bi rekel, druženje o odpadkih. In to je pol fino, da pol kaj konc, da se usedemo, da smo danes nekaj dobrega pojedli, da tukaj potem poklepetajo. A veš pa, da se srečaš z nekom, ki ga ponovadi ne vidiš ali pa ne poklepetaš, vmes je tam še servis koles. In je to res en tak družabni lokalni dogodek. In to je tisto, kar je zame pač res vreden, ker je res to eno medgeneracijsko druženje. Ja, res. Tudi tisti, ki nismo več toliko borovnic, pol tako, kot si rekla, srečaš ljudi, ki jih sicer ne. Super. Ampak zdaj, tako Peter, imam jaz eno vprašanje zate. Se pravi, zdaj jaz lahko opažam, se pravi, ko gledamo v borovnici, so eni punkti, se pravi, nekje eni so rekli odpadkov manj kot lansko leto, so določena področja, kjer je vedno zelo veliko odpadkov, se pravi, to območje ob borovniščici je vedno, se pravi, tam se nabere zelo veliko odpadkov in ta del je v bistvu tudi najbolj problematičen. Ker se pravi tudi, ker enkrat odpade, ko gre v vodo, to je problem, ker tam so se pravi živali, potem to gre naprej, gre v morje in konec koncev vsaka plastika, enkrat plastika ne zgine. Kvečjemu v bistvu razpade v mikroplastiko in potem se žal, potem spet to znajde recimo v našem krožniku, ko jemo ribe ali pa kaj podobnega. V bistvu so veliko raziskav že kaže, kako imamo že mikroplastiko v sebi. Torej to hočem reči, je sam eden izmed problemov, ampak hočem to reči, da v borovnici, se pravi, imamo res celo kolekcijo odpadkov, recimo na obali, kjer že vrsta let sodelujem, je vedno največ cigaretnih ogorkov, tega najdemo ogromno, tega res veliko. Se tudi tukaj v bistvu po borovnici, samo da ljudje niso toliko pozorni na to. Na obali smo prav gledamo, kje so cigaretni ogorki, tukaj tega ne gledamo toliko. Ampak jih je vedno zelo, zelo, zelo veliko. Kaj pa ti me zanima, ti pa si bolj po hribih, kakšne odpadke pa ti tam srečuješ, najdeš, pobiraš? Veš, da v hribih tako, po mojem, da večina stvari ljudem tako ali nezavedno padejo, kakšni robci, pa take stvari. Drugače pa kakšne plastenke, kakšna pločevinka, take. Dostikrat se, sploh z Lukatom se dostikrat kregava, ne med sabo, ampak s kamero. Da ne razumejo, kako ljudje pač, če ti eno plastenko gor prineseš polno, kako je prazno, ne moreš dol odnesti. In to je meni totalno nerazumljivo. Ampak, ne vem, tako kot smo že rekli, pač enostavno to kulturo je treba od majhnega, tako kot sva rekli, od majhnega privzgajati, enim pač to ni privzgojen in je samoumevno, da pač, ker ti v drit pade, je to tono. Ja. No, veš to, kar si zdaj rekel, recimo zdaj konkretno pri nas v Borovnici, sta v bistvu najbolj, bom rekla, problematični deli so ob cestah regionalke, kjer ljudje preprosto vozniki odprejo okno in vržejo ven. A je to zdaj ponovadi so piksne piv, to so večinoma žal tovornjakarji, ali pa tam, kjer se zbirajo, se pravi, to je res ogromno odpadkov. Nekateri včasih dejansko odprejo okno in baje celo vržejo kar cele vrečke smeti. Tako da to je recimo en tak del regionalke. No, pri nas je kar so problematične te točke, kjer se zbirajo mladina, žal recimo igrišča, in tukaj je zdaj ta trend energetskih napitkov in to recimo se lahko vse počisti naslednji dan je spet isto. Tako da tukaj imamo se pravi tisti nek del ene mladine, ki žal jih nismo ujeli ali pa pač se jih kakšne stvari niso dotaknile, ampak to je res ena taka stvar, en zelo, zelo, zelo pomemben moment, na katerega bi pač tudi mogli najti neko rešitev, Tako da to, no potem se pa včasih, veš, tako, recimo prej, kar sem rekla, cigaretni ogorki, dosti kadilcev sploh ne ve, da je to problem, ne ve, da noter v čiku v bistvu je plastika in kemikalije in da je lahko zelo veliko škode. Tako da imaš ljudi, ki to zavestno mečejo, pa včasih pa ljudje sploh ne vejo, da pač cigaretni ogorek je odpadek in da bo to majhen, da se ga ne vidi. Ja, a veš, in da to več kot 10 let razpada potem, to je še pač najmanj. Tako da to so eni taki žareči problemi pri nas. Tako da, drugače pa, veš kaj pa me najlepše? Recimo takole, polih zaradi tega mi je bilo fajn tako druženje, da je kaj konc, da ljudje nekar grejo, ampak moje mnenje je, da ljudje, ki prijo na čistilne akcije, to so najlepši ljudje. To so tako srčni ljudje, to je taka lepa energija in pol se kar pogovarja z njimi,
Tako res, jaz sem tako hvaležna za vsakega, ki pride, velikega, majhnega, vsakega. Ali pa tudi, veš, eni je pa tudi tako, da pač ne pridejo na čistilne akcije, ampak vsakič, ko grejo recimo kamorkoli v naravo, imajo vrečko s sabo pa poberajo. Ne? Tako da, a veš, to, ne, ja, sej so čistilne akcije, ne? Ampak a veš, odpadki so povsod, ne? Tako da hvala vsem, no. Ja. Res sem ful bohu hvaležna, da ste prišli, super ste. Ja. To je to. Evo, dober nam je ratala. Dobro nam je rad. Drugač pa še en Peter, drugač župan Borovnice, pa tudi, kot smo že rekli, soorganizator občine kot soorganizator tega eventa. No, tako da ne vem še, kaj bomo povedali, ampak... Te smo ugotovili, da mi sodelujemo od leta 2020, ki je bilo treba v Facebook pogledati, kdaj smo imeli ta prvi event. Drugače pa to tradicija. Borovnica ima že dolgo tradicijo spomladanskih čistilnih akcij. Tako da to in... Malo pokomentirajte spot, če je tudi v vaših občinah, če ste toliko delovni oziroma toliko kako se reče? Ozaveščeni. Ozaveščeni, zavestni. Ja. Da. Fejste, da se tudi občina priključi, da se ta dogodek sofinancira in da je to nek, da cel kraj zdiha s tem. No. Dobro sodelujemo. No, dobro sodelujemo, seveda. Mi si pa želimo, no, da bi ta akcija bila ne samo enkrat na leto, da bi bila praktično vsak dan. Da to pride v podzavest. Zapomnite se, točno to. Pa če ne bi ljudje odmetavali, se mi jih tudi pospravljati ne bo treba. Tako, ja. Super, hvala. Povedali. Tako da apeliramo na vse, ki to gledajo. Da. Ampak vi vedite, da če spremljate kanal, tega ne delate. Ti vi ne, lahko pa koga kdaj pocukate za rokav, da pobere za sabo. Naj bo to navdih. Tako.